Izpostavili smo nekaj bistvenih težav trga dela v Sloveniji in kolikor smo videli tudi v Evropski uniji. Demografska slika je neizprosna, vedno manj mladih. Državni sekretar je danes zjutraj še specificiral, vedno manj delovno oziroma pravilno primerno usposobljenih mladih, vedno več starejših na trgu dela in potem to neskladje, ko se od starejših zahteva delati vedno dlje, kar bi lahko pomenilo, da mladi bojo težje dobili zaposlitev. Torej, neskladja, paradoksi na trgu dela. V Sloveniji in kolikor smo slišali tudi vsaj v Avstriji, preveč visokošolsko izobraženih mladih. Razlogi so različni. Veliko je vpliv staršev, vpliv družbe, da pač je treba iti študirati. V Sloveniji, kolikor jaz poznam, je velikokrat to tudi socialni korektiv, zato ker so slabe razmere na trgu dela, nadaljujejo šolanje, ker so s tem šolanjem povezani tudi določeni ugodni statusi. Potem naprej, na trgu dela mladi po končanem šolanju nimajo velike perspektive, delovnih mest je premalo, videli smo v predstavitvah razliko med ustvarjenimi ali pa ponujenimi novimi delovnimi mesti in pa med množico ne samo mladih, ampak tudi mladih, ki bi bili kandidati za ta delovna mesta, če bi bili primerno usposobljeni. Tako da imamo zdaj kar nekaj tem za moje 3 goste. Slovenski jezik je malo nepravičen, ker ob tem, da sta 2 gosti pa 1 gost, uporabimo kar moško obliko. Torej, zelo z veseljem pozdravljam v naši sredi gospo Katjo Jeraj iz Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, ki izvaja v Sloveniji vseživljenjsko karierno orientacijo za delodajalce in zaposlene. Upam, da sem pravilno povedal. Gospa Teja Petančič je samostojna karierna svetovalka. Tudi ona veliko dela z delodajalci. V zadnjem času, če sem si pravilno zapomnil, pa tudi več sodeluje z zavodom Nefix, katerega predstavitev smo pa tudi slišali včeraj, tako da bomo lažje povezali področja dela. In pa še gospod Uroš Kopavnik iz Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. On pa dela kot karierni svetovalec z mladimi, tudi starejšimi, ampak zaupal mi je, da je posebna strast zanj delo z mladimi. Torej, na začetku sem nanizal nekaj glavnih ugotovitev tega seminarja. Nismo odkrili tople vode, ker o tem se govori že nekaj časa, tako na politični kot na civilno-družbeni ravni in vsi se s tem skušamo spopasti. Pa vas bom kar vprašal, še preden predstavite svoja področja dela, ali bi lahko bila po vašem mnenju, ne vem, vseživljenjska karierna orientacija odgovor na vse te izzive, oziroma v čem bi lahko bil odgovor na te izzive. Mogoče manjšincu predam prvo besedo. Izvolite, Uroš. Hvala lepa za besedo. Lep pozdrav v mojem imenu. Vesel sem, da ste me povabili, pa pozdrav tudi spoštovanemu občinstvu. Odgovor seveda ni enostaven. Jaz mislim, da je, če probam z enim ali pa z 2 stavkoma povedati svoje mnenje o tem, bi rekel, da je odgovor rešitev v tem, da se na to temo mladi začno spraševati čim prej. Se pravi, ne čakati na dolgotrajno brezposelnost, ne čakati na neuspeh po fakulteti ali pa na odprto brezposelnost, ko ne vem, kaj bi sam sabo, kaj bi, kaj ne bi. O teh stvarih se je treba spraševati, ko sem jaz v zadnji triadi osnovne šole. Seveda ne v smislu, kaj bi pa jaz počel 20 let ali pa 30 let v službi, ampak v smislu, kaj pa mene veseli, kaj pa jaz počnem v prostem času,
kakšen sem pa jaz po karakterju, po značaju, za kater poklic bi pa to lahko prav prišlo, moje notranje lastnosti. In nekdo me more, ko sem star 12, 13, 14 let, sprovocirati, da jaz začnem o tem razmišljati. In tukaj vidim vlogo vse življenjske karierne orientacije, pa ne bo toliko zaenkrat. Kaj bi bila vseživljenjska karierna orientacija, recimo, kaj je njena razlika od vseživljenjskega izobraževanja, o katerem smo več slišali, že recimo v preteklih letih, vseživljenjska karierna orientacija pa šele v zadnjih letih nekako prehaja v ospredje. Mogoče gospa Teja, pa vse tri bi to vprašal, ne? Kaj je po vašem mnenju tista kvaliteta vseživljenjske karierne orientacije? Tudi jaz bi najprej za začetek pozdravila vse skupaj in se tudi zahvalila za sodelovanje v tej čudoviti anketi oziroma programu. Ker pa jaz sodelujem več z delodajalci, kot mogoče moja dva sogovornika danes tukaj na okrogli mizi, bi predvsem izpostavila, tako kot je gospod Uroš povedal, da se z vsem tem strinjam, da je treba te stvari res prej spraševati. Torej, nekdo, ki je 14 let star, še ne ve mogoče, kaj bi dobro počel, pa kje bi se pač videl v prihodnje, ampak ti kot nekdo, kot starejši, ki si šel skozi te stvari čez, pa ga že znaš usmeriti ali pa odpreti ta vprašanja, da se začne tega zavedati. Ne? Ker potem, ko oni pridajo k delodajalcu in tukaj potem je to vse življenjsko izobraževanje, na delovnem mestu pa pričakujejo, da si agilen, da si pripravljen na spremembe, da si pripravljen na učenje in sama izobrazba, tudi če narediš šolo, ni dovolj. Ne? Tako da je treba za mlade, ker načrtovanje kariere je dejansko razvoj tvojih osebnih in kariernih lastnosti. Ne? Tako da, kje sem jaz res dober, kaj me veseli, katere so moje kompetence, ki jih jaz lahko uporabim in tudi razvijam, predvsem tiste, ki jih lahko uporabim pri delodajalcu. Ni samo dovolj, da jih znam. Ne? Kakšne so moje vrednote, da se moje vrednote skladajo tudi s podjetjem, da bom jaz najboljši zaposleni za svojega delodajalca, je najbolje, da se pač njegove kompetence ujemajo z zahtevami delodajalca. In te stvari so te, ki jih on mora začeti prej razmišljati. Ne? V mojem primeru se zgodi, da velikokrat potem šele jaz odprem ta vprašanja, ko je že kar dosti pozno za nekoga. Ne? In potem ta oseba seveda ni izbrana za delovno mesto in se vpraša, pa zakaj mene nikoli ne zberejo na delovnem mestu? Zato, ne? Ker se pač on ne pozna dovolj dobro in ker pač jaz v njem ne vidim, da je on top kandidat, ne, za mojega delodajalca. Ne. Tako da te stvari pač je fajn, da jim nekdo pomaga usmerjati že prej. Ne. V prvi vrsti so to starši, ne, doma, seveda potem tudi šola, dobro, vrtec bomo spustili, ne, ampak šola definitivno potem s kakšnimi programi, svetovami delavci in pa potem tudi zavod naprej, potem je pa že velika odgovornost tudi na njih samih. Ne. Tista motivacija, ki je glavna, da oni svojo kariero načrtujejo, ni treba 20 let naprej, vsekakor pa za 2-3 leta, ja, ne, tako bi na kratko, evo. Hvala. Bom malo provokativen, Katja, preden predam mikrofon. Ali to, kar sta Uroš in predvsem Teja zdaj povedala, pomeni, da vseživljenjska karierna orientacija recimo mladega ali pa enega, ki je na trgu dela, vodi k temu, da more postati čist ukalupljen kandidat po meri določenega zaposlovalca ali pa delodajalca. A sem pravilno razumel ali mogoče ne? Ja, to je tako. To bi si verjetno vsako podjetje želelo, ampak temu sigurno ni tako. Danes mladi pridajo v podjetja z mogoče veliko znanja, nimajo pa teh delovnih specifičnih kompetenc. Ne? Dejstvo je tudi, no, tukaj mogoče danes sploh še ni bilo omenjeno, da tudi ko smo enkrat zaposleni, tako kot je bilo danes mogoče že od gospoda sekretarja omenjeno, danes ne bomo več zaposleni in potem bomo 30 let na istem delovnem mestu ostali. Ne? Se pravi, treba tudi v času naše zaposlitve razmišljati, ne, kako se mi lahko razvijamo, ali je ta razvoj možen v okviru tega podjetja, kjer trenutno delamo, ali je možno se razvijati tudi, mogoče gledamo 5 let naprej, mogoče tudi v drugem podjetju. Ne.
Zato pa je sigurno pač potrebno veliko dela, tako strani zaposlenega in tudi neka volja strani podjetja, ne, strani vodilnih v podjetju. Ne. Uspešna podjetja so tista podjetja po naših izkušnjah, ki dajo zaposlenim možnost, da se razvijajo, jim dajo možnost, da se izobražujejo in tukaj in veliko dobijo strani zaposlenih na ta način, da jim to vračajo, ker so pač zadovoljni, so motivirani za delo, so zavzeti in imajo ideje. A ne, imajo tudi zaposleni, ki so zadovoljni, želijo, da se podjetje razvija z njimi in imajo veliko konstruktivnih idej. Evo, tako. Hvala lepa vsem trem. Torej, jaz bom še malo tečnaril z definicijo. Če sem pravilno razumel, je razlika vseživljenjske ali pa tista dodatna kvaliteta vseživljenjske karierne orientacije to, da se pravzaprav nikoli ne konča. Uroš. Ja, zato se pa reče vseživljenjska, ne. Omenili ste izobraževanje. Seveda se izobražujemo celo življenje, ampak vendarle, jaz mislim, da je ena večjih težav pri nas to, da se zelo hitro kaže s prstom na suficitarne poklice, izobraževalne programe. Moja izkušnja iz terena pa kaže, da tudi tisti, ki imajo končano šolo, diplomo, poklic, ki se ga išče na trgu dela, ne znajo priti do delodajalca na ta prav način, se pravi, nimajo ustrezno razvitih veščin. Imamo v evidenci Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje tudi zdravnike, inženirje vseh vrst tehničnih, ampak marsikdo od njih je, da ne bom rekel polpismen, ampak se ne zna predstaviti na način, ki bi bil učinkovit. Da ne govorim, kje so potem organizatorji dela, pa ekonomisti in podobno. Ne. Tako da je problem bistveno globlji kot pa samo strukturno neskladje. Enostavno človeka treba opremiti s tem veščinam, kako sploh do delodajalca učinkovito pristopati, kako se pohvaliti, predvsem kako znati odgovoriti na vprašanje, zakaj bi pa jaz zaposlil ravno vas. In tega jim noben ni povedal, kako se na to pripraviti, oziroma da so to vprašanja, s katerim se bodo na trgu dela takoj srečali. Običajno sem jaz tisti poj, ki se z njim srečajo v inštituciji, jim tudi probam na ta način povedati, da razumejo in da se potem začenjajo spraševati tudi taka, včasih malo bolj sitna vprašanja. Ampak če bi jo kdo k temu spodbudil, da bi se to spraševali že v zadnjem letniku srednje šole ali pa takoj v prvem letniku ali pa vsaj v drugem letniku fakultete, potem bi bilo teh težav bistveno manj, ker mi se dnevno srečujemo tudi z delodajalci, delam kakšne selekcijske postopke in podobno, da imamo veliko ljudi v evidenci brezposelnih oseb, ki imajo izobrazbo, ki so celo karakterno ta pravi, nimajo pa veščin, kako bi oni kot kandidati na primeren način učinkovito pristopili do delodajalca v pisnem in v ustnem smislu, se pravi pripravljen na zaposlitveni razgovor. In tukaj mi ali pa mogoče jaz pa kolegi v vsakodnevnem delu skušamo dati nek odgovor, neko rešitev, pomoč, svetovanje. Še en izziv, če bi jaz bil delodajalec, ne vem, če bi si želel, recimo, da bi bil direktor zdravstvenega doma, ne? Ko ste glih zdravnike izpostavili. Ne vem, če bi si želel zaposliti zdravnika, ki se niti ne zna primerno ali pa ki nima teh veščin, da bi sploh pristopil do delodajalca. Provociram, ne? Ja, ne. Pri veliko poklicih vemo, da ne gre samo za vsebino, ampak gre za odnos. Zdravnik dela z ljudmi. Sami veste, čisto povsem človeško je, da nekoga poznamo, prepoznamo, komuniciramo, če ima do nas ustrezen odnos. Če ima odnos, če pride do odnosa, potem se pogovarjamo tudi o vsebini. Če pa odnosa ni, je pa lahko vsebina fantastična, ampak ga ne bomo začutili čisto po konkretni, po človeški plati. In vedno smo najprej predvsem ljudje. Tudi delodajalci so običajno najprej ljudje. Teja, pa se da tega odnosa naučiti? Mislim, a se da tega naučiti tako, da je to naravno, da ni to naučeno, narejeno, da to postane del osebe, ne? Če si pravilno razlagam do sedaj, vseživljenjska karierna orientacija pomaga človeku okrepiti tisti del njegove osebnosti, bodi si čist osebni ali pa profesionalni, da je to bolj uravnotežil. Recimo, če je pri nekaterih, bi rekel, profesionalna ali pa veščinska stran tam na profesionalnem nivoju zelo visoko,
pa je lahko v odnosih zelo nizko. Ne? A si pravilno razlagam, da vseživljenjska karierna orientacija mu to pomaga uravnotežiti in ali je mogoče in v kolkem času recimo je mogoče, da to tako ponotranji, da je to naravno, da ni narejeno. Glede tega imam jaz malo drugačen odnos, pogled že glede tega kalupljenega. Ni ukalupljeno, vsa življenjska orientacija sicer je, da ti razmišljaš, katere kompetence ti manjkajo na osebnem in na poklicnem področju, torej naše izobraževanje je super, če ostanemo pri zdravniki, dajmo se igrati še naprej, stole, lahko si super zdravnik, lahko strokovno obvladaš vse svoja področja, vendar, če ti manjka, tako kot smo zdaj na primer govorili, karierna orientacija ugotovi, kje si dober, kaj ti manjka, torej ugotovimo, temu človeku pa manjka tisti socialni kapital, čustveni kapital, torej tole zdaj treba ukrepiti. Ne? Zdaj, če kandidat prepozna, da to mu manjka in če ima željo, če ima motivacijo, seveda se pač na tem da delati. Ne verjamem v nekaj, da ga mi ukalupljamo in da nekaj on postane, kar njemu ne ustreza. Jaz tako, ko delam z ljudmi, pač gledamo, kje je on najboljši, kje so njegovi potenciali največji, kje je tista njegova strast in ga pač damo tam. Ne. Ni vsak zdravnik, ne, ki pač se je šolal za zdravnika, tudi dela s pacienti. Lahko gre, delati analize, lahko pač glede na v skladu z njegovimi željami, lahko gre delati v laboratoriju, kamorkoli drugje, če prepozna, da si tega on ne želi. Če pa si želi delati z ljudmi in pomagati na tak način, potem pa te kompetence normalno razvijemo v skladu z njegovimi željami. Ker mi, če gremo k zdravniku, vi najverjetneje takoj prepoznate, ker zdravnik vas vpraša, kako ste, kaj vam je, ne? Kje vam lahko pomagam, ali če reče, pišem vam recept, ne? Vse se začuti to, ne? In kateremu zdravniku pač mi radi gremo, tako da, ja, tam, kjer si najboljši, tam pojdi, ne? In tiste kompetence, ki želiš, tiste bomo razvili v skladu z željami, ki jih ima on. Ne? Poklicna ljubezen, jaz temu rečem, tako da ni kalupov. Ne? Se najde ta dva, ki pa si pašeta. Ne, delodajalec in kandidat. Tako, hvala. Uroš je hotel. Samo na kratko, pravzaprav sem hotel reči, da gre za to, da vseživljenjska karierna orientacija nekako mora ugotoviti, zakaj je nekdo karakterno že primeren. Se pravi, za katero delovno mesto, za kakšne poklice. Dobro, potem kaj mu še manjka. Tisto bomo potem pomagali dopolniti, če se da. Kar se tiče pa karaktera, značaja, pa vemo, da se to razvija v zelo mladem otroštvu, tega ne moramo spreminjati. Samo to kot dopolnitev. Ja, to drži, ja se. Izvoli, Katja, mogoče se sam razložim, ker ne vem, če naj jo je Teja prej dobro razumela. Jaz sem provociral z unim ukalupljenjem, ne? Ja, in Katja mislim, da je na provokacijo, da je sodelovala v provokaciji, ne? In je rekla, da verjetno bi si vsak delodajalec to želel, ampak da ni to realna varianta. Ne? Na dolgi rok, ker potem delam s podjetji tudi kasneje in sicer ta odnos, ko je gospod Uroš omenil, to je zelo, zelo pomembno. Odnos v podjetjih je tista stvar, ki naredi iz dobrega delavca odličnega in s katero naredi iz povprečne storitve odlično storitev. In za tista stvar, za katere bomo šli mi k temu zdravniku in plačali, ne vem, ali čakali njega, ker je tako dober, ne pa tismo, kar nas ne bo, ne vem, niti gledal, ne, tako da... Ne vem, tako jaz gledam v te stvari, kako gospod Katja bo povedala. Jaz imam mogoče primer iz prakse in sicer v podjetju. Eno uspešno slovensko podjetje izdelujejo plastične izdelke. Imeli so strašne težave, da zaposleni niso želeli nositi v proizvodnji zaščitnih oblačil. Ni bilo komunikacije, veliko je bilo reklamacij. In ko so začeli, oni so šli prav vsi zaposleni čez program delavnic, komunikacije, začeli so se pogovarjati, spremenili so se odnosi in po letu pa pol so bili dejansko vidni rezultati. Nekako zaposleni so razumeli šefe, zakaj je treba nositi obleke in šefi od takrat naprej ne rabijo več, če lahko rečemo, težiti zaposlenim, ne, da naj nosijo tiste obleke, ker jih razumejo. Ne. Prej tega nekako niso znali skomunicirati. Zmanjšalo še število recimo delovnih sporov, iz 4 na 1, naprimer, to je super uspeh. Na leto. Ja, tako je, v enem letu. Potem, naprimer, zmanjšalo se število reklamacij, izmeta se je, pač 16% manj izmeta so imeli, ne? Tukaj so res dejanske številke zadaj, ne? Ker če ti nekako veš, kaj eno delovno mesto zahteva od zaposlenega, da prej in oceniš,
kje zaposleni je dober, pa kje ni dober, kaj mu še manjka, vložiš v njega določena sredstva, čas, da mu tudi to razložiš, ga usposobiš, da ve tudi zaposleni, zakaj je odgovoren in da tudi sam začne prevzemati odgovornost za svoje delo, so dejansko potem lahko vidni rezultati. No. In recimo nad tem podjetjem smo bili res navdušeni. Če pravilno razumem, je to podjetje, s katerim si ti smo mi, oziroma je tako. sklad konkretno delal. Tako. A te lahko pol kar prosim, da poveš malo, kakšna je vloga sklada ali pa tebe pri delu z enim takim podjetjem, recimo čist schematično. Kaj spada v to delo s podjetjem? Ja, tako, mi smo izbranim podjetjem financirali določene aktivnosti in s tem, da so pri temi aktivnostmi, pri izvajanju teh aktivnosti sodelovali tudi z zunanjimi izvajalci HRM-ja, izvajalci različnih delavnic in podobno. Vsa podjetja so na začetku prenovila sistemizacijo oziroma pregledala svoje sistemizacije podjetij, naprej izdelala kompetenčne modele delovnih mest, se pravi določila kompetence po posameznem delovnem mestu in tudi kako razvita mora biti določena kompetenca, da se to delo res lahko učinkovito izvaja. Naprej so izvajali ocenjevanje zaposlenih, se pravi pač celotno profiliranje, osebnostno profiliranje, pa tudi kje so manjke, kje so primanjkljaji, kje so zaposleni dobri. Naprej so se pač mogoče vodstveni delavci vključevali v coachinge, predvsem z področja komunikacije, kako skomunicirati z ostalimi zaposlenimi delovne naloge, kako pohvaliti, naprimer. Kasneje pa so se na podlagi ugotovljenega vsi zaposleni vključevali v različne delavnice, to so bili zelo taki treningi z področja komunikacije, timskega dela, medsebojnega sodelovanja, upravljanja s spremembami in podobno. Ne. To nekako ta vloga, mi smo imeli reč srečo, da smo verjetno takrat v letu 2011, ko smo začeli s tem programom, dobili sredstva in da smo prvi začeli res izvajati tak program in da smo tudi podjetjem omogočili, da so se res načrtno lotila tudi samega izobraževanja zaposlenih. Ne? Da ni bilo to neko izobraževanje ko rečemo na zalogo, ampak res neko načrtno vlaganje v zaposlene. Ne? Hvala lepa. Teja, če prav razumem, pa je vaše delo v tem, k čemur recimo sklad spodbuja delodajalce. Ne? Torej, vi ste pa verjetno tisti eden izmed možnih zunanjih izvajalcev HRM-ja za ta podjetja. Kako pa izgleda vaše delo? Recimo, če sem zdaj prav razumel sklad kot tisti spodbujevalec, ne? In pa en kanal, ki usmerja finance do zaposlovalcev, delodajalcev, ne? Vi pa kot konkretno izvajalka. Ja. Kaj je pa vaše delo recimo z delodajalci ali pa konkretno z zaposlenimi, z mladimi in tako naprej? Mikrofon. Jaz bi najprej pohvalila sklad in pa to funkcijo, da sploh spodbuja delodajalce, da se začnejo zavedati te funkcije, ker delo z ljudmi je tista zadeva, ki včasih v podjetju jemlje bolj tako, tam arhiviranje tiste kadrovske, tisti papirji pa to, ampak je dejansko lahko, žal mi je tako, ampak je delo z ljudmi res ti strateški lahko v podjetju, ki naredi ogromno razliko. In tukaj pač se tudi navezuje potem moje delo, da poskušam pač tistim delodajalcem, ki pa so strokovnjaki na svojem področju in res vidijo v ljudeh potencial oziroma da bi naredili korak naprej v podjetju, pomagam na tej poti. Tako, kot je že tudi gospa Katja omenila, to gre za najprej oceno, kje podjetje dejansko je, kam oni želijo priti, kje so njihovi zaposleni močni in kje pač želijo, da bi jih nadgradili. In že z eno tako majhno stvarjo, kot je izpostavila gospa Katja, bi tudi rada poudarila, samo s pohvalo delavca, pa ne rabi biti, načrtovana, pa neka velika analiza, pa ne rabimo neke huda sredstva za to, ne. Sredstva grejo za tehnologijo, pa mogoče potem za izobraževanje, res pa dolgoročno, ampak kaj vsak delodajalec lahko naredi, od danes naprej, če se tega zavedate, je samo to, da pohvalite delavca, iskrena pohvala za tisto, kar je on naredil v redu. In tam, kjer mogoče ni naredil v redu, da pač ali spustite, če se zgodi samo enkrat, ali pa pač se
poudariti, da potem verjamem, da pa v prihodnje boš pa tudi tukaj napredoval. Ne. Tako da ta pozornost in to deluje tako za zaposlenih kot pri mladih, je, da se jih opazi, da se jim to delo prizna in da se jih potem tudi majčkeno naprej spodbuja in usmerja. Ne. In to je tisti velik korak, ki se da. Se pa da narediti na različne načine, z delavnicami, s coachingi, kar je pač moje delo, in pa pač s konstantnim delom, ne. Dokler ne dosežejo tega cilja. Hvala. Uroš, če sem si prav zapomnil, je vaše delo sicer bolj z mladimi in z tistimi, ki iščejo zaposlitev, torej z brezposelnimi, ampak ste pa rekli, da tudi z delodajalci delate. Bi vas kar prosil, da malo opišete. Ena od nalog Zavoda Republike Slovenije za delodajalce, za zaposlovanje je posredovanje brezposelnih oseb delodajalcem. Se pravi, posredovanje ustreznih brezposelnih oseb ustreznim delodajalcem. Seveda ni vsak ustrezen za vse, to vemo. In najdati ta prave, za ta prave je včasih kar umetnost, malo tudi sreče, ampak skušamo čim manj stvarem, čim manj zadev prepustiti srečnim naključjem. Tako da zadaj je neka struktura, kako do tega priti, kako to skanalizirati. Mi imamo pisarno za delodajalce, kamor prihajajo dnevno, jaz delam v Kranju, kamor prihaja dnevno 5-6 delodajalcev, ki pridejo z zelo jasno sliko, kakšne kandidate, kakšnega kandidata iščejo. Mi to popišemo, se pogovorimo, pogledamo, potem preverimo našo bazo, trenutno 106 000 prijavljenih brezposelnih oseb. Tiste, ki imajo ustrezne zaposlitvene cilje in ki so načeloma motivirani, skušamo povabiti na nek prvi selekcijski krog, razgovor, ki ga tudi speljemo, in tam se pa počasi začnejo zadeve malo ločevati. Mogoče bo marsikdo presenečen, ampak največja razlika je v dejavniku motivacije. Imaš delodajalca delovno mesto, ki je solidno, ki je nekako kar plačano, imaš kandidata, ki ima vse pogoje, ampak potem ugotoviš, da bi ta kandidat več, boljš, kar pa sicer za njega mogoče tisti hip ni realno. V glavnem, da skrajšam, gre za to, da skušamo zadovoljiti pričakovanje delodajalca, bazo imamo veliko, ampak na koncu se vedno lahko zatakne ravno pri motivaciji in med vsem tem 106 000 je včasih zelo, zelo težko dobiti 3 take, kateri bi napotil delodajalcu na podlagi uradnega dokumenta, se pravi napotnice, ki bi jo jaz podpisal. To je težko razložiti. Predvsem delodajalcu, ki reče, lejte, saj toliko jih imate, pa ni ta pravih. Kako se pa pol s tem spopadete, ali recimo verjetno se do neke mere ukvarjate s človekom, če pa res nima neke osnovne motivacije, pa tudi... Ja, do neke mere, to je pa druga dilema, koliko in do kje, Tudi tukaj pride prav potem vseživljenjska karierna orientacija, ker na neki točki je treba ravno v okviru VKO svetovanja brezposelno osebo, stranko, človeka vprašati, poslušajte, kaj si pa vi želite sploh in tudi kaj ste za to pripravljeni narediti, ker včasih se pri osnovu zatakne. Tako da tistmu, ki želi pomoč, pa ki ima realna pričakovanja iz svoje strani, pa v odnosu do trga dela lahko zelo, zelo veliko pomagamo in tudi lahko mogoče razmeroma hitro razvije neko kariero in naredi. Tisti, ki pa ne želi, pa ima mogoče motiv prijave v naši evidenci, ki je druge, pa ne bi zdaj tem izgubljal čas, ampak tam pa res ne moreš. Jaz vodim veliko delavnic za skupine in začnem ali pa končam s to mislijo, ker je pravzaprav čisto moja, če se hoče, se da skoraj vse, če se pa noče, se pa gotovo ne da popolnoma nič. Zelo zanimivo osebno geslo. Zdajle jaz sem ugotovil, da vsaj dve točki izvajanja karierne orientacije poznam, torej za brezposelne pa za zaposlene. Ne vem, a obstaja še kakšen izvajalec in zakaj več izvajalcev? A bi bilo mogoče bolj uspešno imeti centralno enega izvajalca, boljši pregled? Kaj je prednost tega, da si delite po področjih? Mogoče je rekel najprej Uroš, da bi pa potem še... Ja, čisto kratko. Jaz mislim, da je vseživljenjska karierna orientacija bistveno preveč širok pojem, da bi lahko to padlo na enega izvajalca. Glede ciljnih skupin bi dopolnil mogoče gospoda samo s tem, da je stranke, ciljne skupine vseživljenjske karierne orientacije je tudi šolajoča mladina.
ker takrat, ko je čas, se je treba to spraševati. Pa mogoče je ravno tiste stvari, ki sem uvodoma rekel, kakšen sem jaz kot človek, kot karakter, kaj počnem v prostem času, kaj ti to kaže na moj vrednostni sistem in iz tukaj naprej potem lahko izhajajo opcije glede poklicev. Potem se moram pa samo še vprašati, kaj sem za to pripravljen narediti, a imam neke osnovne dispozicije, a sem pripravljen recimo 8 let intenzivno študirati, ali pa sem bolj za avtomehanika, pa rad hodam šraufati z očetom v avto. A ne? To so stvari, ki so pomembne. Mogoče Katja? Ja, jaz se popolnoma strinjam. Se mi zdi, da je to čist preveč kompleksen pojem, da bi lahko imeli enega centralnega izvajalca. Bistvo, ne vem, v podjetjih, podjetje je to čist nekaj drugega, kot pa mogoče mladi oziroma brezposelni. A ne? Tako, Kdo pa dela z šolajočimi? Vsaj v Sloveniji. Kdo dela s šolajočimi? Ja, tudi Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. Konkretno to izgleda tako, da v prvi fazi svetovalne delavke 7., 8., 9. razreda pripeljejo oddelke k meni v karierno središče, recimo v Kranj. To so razredi po mogoče 17, 18, 20 otrok in jaz jim predstavim ta osnovna vprašanja, pri katerih se trudim biti zelo plastičen pa zelo provokativen. A ne? Ker to je pač metoda, ki potegne toliko stare oziroma toliko mlade otroke. Zanimivo mi je zato, ker smo tudi na tem seminarju odgovarjamo ali pa iščemo odgovore na izzive za mlade in izobraževalne sisteme. Ne? To pomeni to, kar ste mi zdaj povedali, da bi bilo dobro verjetno vsebine vseživljenjske karierne orientacije nekako pripeljati v kurikulum vsaj višje stopnje, že osnovne šole. Ne? Pa recimo sam sem se kar nekaj let šolal, se spomnim glede načrtovanja kariere v osnovni šoli, ja, dobro ti gre, kar gimnazija. V gimnaziji pa me niti ni kdo pol usmerjal naprej. Dobili smo POK razpis v visokošolske študije. Samoumevno je bilo, ker sem bil v gimnaziji, da grem študirati in potem sem se, mogoče sem imel celo srečo, odločil na osnovi tega, da sem se samo izpraševal, kaj me veseli. Zelo rad sem gledal ali pa spremljal vse zadeve na televiziji glede politike, družbe in sem šel pač v družboslovni študij. Ne. Torej, hočem povedati sam, da sem bil nekako stihijsko pripeljan skozi izobraževalni sistem. Ne? Ali se je že kaj razmišljalo, mogoče vprašam vse tri, o kakšni možnosti uvedbe teh vsebin v šolo in kdaj, v katero šolsko obdobje bi bilo to dobro uvesti. Jaz bi tukaj samo rekla, da škoda, da nimamo predstavnika ministrstva. Drugače se pa s tem ukvarja že tudi Zavod za šolstvo, po naših informacijah. Ja, jaz bi rekel mogoče samo to, da kolikor sledim, no pa nimam uradnih informacij, se sredstva na tem področju zmanjšujejo, namesto da bi se povečevali. Okay, ja. Jaz sem vesel, kadar nas naši uporabniki, nas Zavod za zaposlovanje prepoznajo, pa izkoristijo tudi v tem smislu, ne? Ker njih svetovalne delavke iz šole navižajo, obrnejo, usmerijo na nas. K meni pride, kot že rečeno, bodi si skupina, bodi si mama z otrokom, če je sreča takrat, ko je v 9. razredu, če je malo manj sreče, takrat, ko je usipnik nekje na srednje šole in potem pride obupana mama do mene in mi reče, tukaj ga imate, zdaj pa nekaj naredite z njim. Težko bo, ne. Kaj vem, kako to umestiti, ste rekli, v kurikulum, v izobraževalni sistem? No, če se bo umeščal, upam, da se bo, sicer upam tudi, da ne pod tem imenom, ki je dosti dolgočasno, ampak pod kakšnim drugim imenom kot predmet. Kot rečeno, to so stvari, ki jih mora nekdo, to je širša tematika. Ne gre samo za to, da jaz najdem poklic, da vem, kaj nek poklic pomeni. Pomeni tudi potem, ko ugotovim, kaj je meni všeč, da ugotovim, kako zdaj do tja pridati. Pa tudi kako biti sploh pismen, kaj pomeni osnovna pismenost na trgu dela, da ločeš osnovne pojme, da veš, kaj je prijava, kaj je ponudba, da ne uporabljaš več zastrelga izraza, recimo prošnja, ne? Ker to zahtevnemu delodajalcu, ki išče administratorja, že takoj da vedeti v prvem stavku, da tale kandidat pa ni prav hudo pismen pa primeren za tako delovno mesto.
In to so stvari, o katerih se brezposelni danes po večini ne sprašujejo. Če se pa začenjajo, pa pomeni, da so na pravi poti in da bodo razmeroma lahko mogoče prihteli konkurenco. Teja, vi bi bili po moje ena izmed kandidatk za izvajanje takega predmeta, ne, kjerkoli v osnovni šoli. S koliko mladimi, najbolj mladimi recimo se srečujete, pa kaj mladim najbolj, recimo pri Nefiksu, ne, verjetno imate najmlajše, kaj jim najbolj prav pride? Že ko ste prej omenjali, glede tega kariernega izobraževanja, pa usmerjanja, načrtovanja, tudi v mojem času tega ni bilo, tako da zelo, zelo v redu je, da zdaj tudi na fakultetah in na večini fakultetah že imajo karierna središča, tako da jim lahko pomagajo, ampak do takrat je pa vseeno fajn, ne vem, kako imajo osnovne šole, pa srednje šole. Kar je moje stališče tukaj, da ker sodelujem kot prostovoljka tudi zavodom Nefiks in tudi v Novem mestu v podjetniškem centru, da že spodbujajo mlade gimnazice, konkretno gimnazice, spodbujajo k podjetnosti. Pač jaz tudi prihajam iz podjetništva, tako da so mi te teme blizu in že takrat so določene interesne dejavnosti. Zdaj ni to organizirano sa strani, kako je to na ministrstvu, ne bi vedela, bi res predstavnik tukaj povedal, ampak da se same družbene iniciative organizirajo skupaj in tukaj konkretno so si sami dijaki odločili, da bodo imeli krožek, podjetniški krožek, kjer so sami dejavni, kjer sami razvijajo svoja znanja, kjer so se povezali s podjetniškim inkubatorjem. Slišim, da ste bili včeraj na obisku tam, tako da to je eden izmed načinov, saj tukaj na Dolenjskem, ki deluje. In mladi so potem tudi začeli izvajati projekte, ki so na koncu šli tudi v Ameriko in so se predstavili s konkretnimi izkušnjami. Tako da to znanje, ki ga da, eno osnovno znanje, eno osnovno teorijo, so oni konkretno poizkusili potem tudi v praksi. In potem so videli, to mene zanima, torej jaz sem star 14 let, sem si predstavljal, da bi pa bil programer, naprimer, kaj to pomeni. In potem, ko so šli konkretno v ta projekt, so nekateri ugotovili, da dejansko jih podjetništvo niti ne zanima, ker prinese neke druge stvari, ki njim niso blizu. Torej nisem denar, jaz moram posel najti, denar je treba nekje dobiti, treba se prodati, to je tista največja bolečina mladih, s katerimi jaz delam, da se oni, zdaj jaz pač govorim o teh terminih, ki prihajam z gospodarstva, ampak da se znajo, kot bi rekel moj kolega Uroš, predstaviti ustrezno nam. Oni že imajo znanja, strokovno znanje mogoče, ampak kako se pa predstaviti, pa ne. In potem tudi, ko jih naučiš, jih še vedno nekaj notri blokira. Jih je strah, imajo tremo, največji problem, ki ga jaz vidim, ne zaupajo vase. In mi zdaj kako se bo še s tem pa soočati? Torej, jaz jim tukaj poskušam pomagati in z notranjimi strategijami in zunanjimi strategijami, zato da skozi te izkušnje, ki jih grejo, skozi te projekte, pridobivajo na samozavesti, vidijo, česa so sposobni in ugotovijo, kaj jim paše in kaj jim ne. Tako da se potem na podlagi tega lahko odločijo, pač en konkreten fant, tukaj je bil zelo, zelo sposoben programer, mislim, da je naredil veliko spletnih strani tukaj v Novem mestu, mladim podjetnikom, s katerimi tudi sodelujem, in zdaj se je odločil, da pač on pa tega ne bi šel, da je vseen ugotovil, da ga zanima arhitektura in bo šel tam. Je pa poskusil, je hotel to izživeti, je videl in zdaj bo pač poskusil nekaj drugega. Sem hvaležen, da ste omenili te primere učenja podjetništva. Ne vem, gospod Uroš, a vi poznate srednješolski biotehnološki center Naklo? Pred kratkim sem bral njihovo tudi zelo uspešno zgodbo, te njihove trgovine, svoje pridelke predelajo in spakirajo in potem v lastni trgovini prodajo. Pravzaprav je to, kar je gospa Teja rekla, oziroma kar ste vsi trije rekli. Ob tem pridobijo veščine in se lahko že v času šolanja samo umestijo v delovno mesto, ker v taki trgovini rabiš več profilov. Seveda, ravno zato je treba o teh stvareh razmišljati že v času šolanja. Potem, ko si vržen na trg dela, je prepozen in te bo konkurenca prehitevala levo ali pa desno.
Ključno je, da vsak ugotovi, ali pa vsaj poskuša ugotoviti, kaj ga pravzaprav zares veseli. Tu imamo običajno največ težav, bi rekel, ker ne razmišljaš, ko delaš po neki inerciji in potem seveda, če ni veselja, če ni strasti, te tudi delodajalec ne more in ne bo prepoznal. Si želela še kaj, Katja? Prehajamo v sklepno fazo našega pogovora, potem pričakujemo tudi kakšna vprašanja, izzive, komentarje, se priporočamo. Jaz bi vprašal vse tri. Katja je že predstavila en konkreten rezultat, pa tudi Teja, tudi s tem programerjem oziroma nesojenim programerjem. Ne? Ja, jaz bi se priporočal malo za kakšne konkretne primere, ja, zgodbe, s katerimi ste se srečali, predvsem ker vidim, da je to tako široko in globoko področje, da ne moramo meriti samo z nekimi stopnjami rasti, zaposlenosti ali pa ne vem, samo številkami, ampak tudi z kvalitativno oceno, ne samo statistično, ampak tudi z oceno napredka posameznika, ki ga naredi, ne, v okviru vašega spremljanja, vašega vodstva. A si pravilno predstavljam, verjetno, ne? Uroš. Ja, samo če stopim en korak nazaj, bi še eno mnenje glede brezposelnosti po možnosti za mlade v Sloveniji, ki je sicer zelo provokativno, ker ima vse kar nekaj odgovornosti in sicer ni toliko problem, da ne bi bilo za mlade možnosti v Sloveniji. Veliko večji problem je, da ko do neke možnosti pride, jo mladi ne znajo izkoristiti, ker nimajo veščin, ker ne poznajo sebe, ker niso naredili temeljite samo ocene, se pravi nekako samo analize, zakaj bi njih nekdo sploh izbral, zaradi njihove celote, celostnosti, ne samo zaradi izobrazbe, ki jo ima tako že vsak drug. Kar se tiče konkretnih zgodb, zelo velikih je, meni je včasih malo, jaz sem tudi hodil v šolo, in mi je malo zabavno, ko pride do mene recimo doktorica jezikoslovnih znanosti na analizo njene prijavne dokumentacije, kako sploh napiše življenjepis, prijavo, ponudbo, in potem jaz postanem malo, kako bi rekel, navihan in vzamem rdeč svinčnik in popravljam njene dokumente z rdečo. Včasih je zelo malo treba, mogoče samo en stavek obrniti v prijavnem nagovoru, speljati nek oseben pristop, zato da bo delodajalec začutil, da nisem uporabil nekega copy-paste muštra, ki sem ga na spletu najdel v nekaj minutah, in od nekega inputa, ki ga vložim v svoj prijavni dokument, je odvisen tudi output. Druga mogoče taka izkušnja, pride lahko do mene tudi kakšen osipnik iz srednje šole, ne ve, kaj bi, sam s sabo, pa se začnemo pogovarjati, kaj počne v prostem času, kaj ga veseli, kaj mu je všeč, kaj zna, kaj pripravljam tudi za nekaj še narediti, in potem lahko skupaj nekako najdejo neko smer, ki je pa tista, ki si on želi, in mu pomagamo do tega priti. Bistveno pa je, da se vsak sam zaveda, da je vsak sam odgovoren zase. Mi lahko vsi tukaj sedeči zelo pomagamo, veliko pripomoremo k temu, ampak začne pa konča se s posameznikom, in tukaj jaz ne morem reči, meni bo pa službo najdla mama, zavod, punca, stara mama, ali pa oni so krivi za moj neuspeh. In tudi to je vloga vse življenjske karierne orientacije, da jasno poje mlademu človeku. Ravno to sem vas želel vprašati tudi, pa mislim, da ste mi že odgovorili. Kdo je pravzaprav najbolj odgovoren, ne? A je to država, v Sloveniji kar veliko države pričakujemo, ne? A so to starši, a je to šola, delodajalec, ali je to posameznik, ne? Bom zelo kratek. Vemo, kaj je rekel Kennedy glede države, absolutno vsak sam, ampak nekdo mora temu odraščajočemu, šolajočemu mladeniču, mladenki povedati, da ko si ti polnoleten, ko odločaš sam zase, tukaj pride tudi do odgovornosti. Saj imaš socialno podporo, pa ostale bonitete mogoče lahko, samo na dolgi rok te ne bo nekam tako pripeljalo, kamor bi si želel. In tudi zahtevni delodajalci uporabljajo mogoče včasih zelo take konkretne parametre, da ugotavljajo, a je nekdo se formiral pa nekaj dela iz sebe ali ne. Recimo, čisto enostavno, pogleda kandidata, koliko je star, koliko ima dokončane formalne izobrazbe in koliko ima redne delovne dobe. To so sami merljivi parametri.
tukaj ni filozofiranja okrog. In potem se delodajalec že lahko sprašuje, kaj pa je ta kandidat počel 3 leta, da ima kar neko luknjo, ali pa kakšen, recimo temu, večen študent. In na te stvari treba mlade opozoriti. Če ne prej, pa slej. Ne? Katja, Teja, imate kaj za dodati? Verjetno, kar se strinjava. Ja, se kar strinjava tukaj. Moram reči, da tale osebna odgovornost je res tista prva stvar, ki ko k meni pridajo tako mladi, no zdaj v zadnjem času, odkar smo pod zavodom Nefix, sem začela več sodelovati, sem imela tudi več izkušenj s temi mladimi in ja, prva stvar, ko so rekli, zdaj Uroš bo to malo letelo na vas, ne, zavod mi ni nič našel, ne. Ja, s tem se začne, ne. In potem pač jaz jim povem kot dobra mama, ne, da zavod pač je partner, ki pomaga pri tem in da naj si sodeluje, kolikor lahko, ampak da v ključni fazi pomagaj si sam in svet ti bo pomagal, ne. Torej, še vedno pač moraš iti sam na trg, sam potrkati, sam poklicati delodajalca, pač sam iti na razgovor in to je tisto, kar je bilo v klubu, ko mi smo imeli zaposlitveni klub, z zavodom Nefix smo imeli zaposlitveni klub, ki se odlično je šel ta projekt, je bila odlična stvar, no ne vem, koliko ste kaj seznanjeni, ampak to je potekalo 3 mesece, enkrat tedensko so se srečevali mladi, s ciljem, da pridobijo socialne kompetence za boljšo predstavljivost delodajalcu in je bilo fajn. Predvsem je bilo fajn, ker sem ga vodila jaz, ki pač poznam drugi svet in smo se konkretno igrali, da sem delodajalec, da se je bilo treba predstaviti, da smo vadili te veščine, o katerih pač gospod Uroš govori, da jih niti nimajo, ne. In potem se je zgodilo to, ko smo rekli, dobro, za domačo nalogo pa imate, da pokličete 3 delodajalce, ne, se je ustavilo, ne, zakaj in potem konkretno na vsakem srečanju smo vadili stvari, vsako pač srečanje je bilo z določeno temo, tako da so skozi dolgoročno sodelovanje, ker enkratne delavnice tukaj pač jih mogoče seznanijo s temi informacijami, mogoče motivacijsko napumpajo in potem oni to pozabijo in odidejo, ne. Tukaj smo pa vsak teden z njimi delali konkretno, tako da so na koncu dojeli, da dejansko so sami odgovorni za svojo zaposljivost, da jaz jim lahko ogromno pomagam in sprem tudi kakšna vrata, ker to lahko, ampak skozi njih morajo stopiti pa sami. Ne, na razgovoru so sami. In to so potem na koncu le dojeli, je le prišlo v njihove po 2 mesecih, no, da pa morajo oni narediti, da ne zavod, da ne starši, ko je tudi zgodba, ena mama mi pisala za svojega sina, pa sin je bil star 25 let, sem rekla, gospa, jaz vam bom samo tako povedala, prijazno, ne, nikoli več ne pišite imenu sina, ker škodite njemu. Ne, če se pa sin pri 25 letih ne zna sam predstavljati, ali pa saj da reče, imam željo, ne vem kako, prosim, pomagajte mi, potem, ne, mogoče mora mama nazaj v šolo. Tako da, ja, osebna odgovornost tukaj, kar je več treba narediti, pa izkušnje s tem, da grejo direkt, bojijo se, ni tega poguma, no, bojijo se, da mogoče v varnem okolju vse te stvari sprobajo, poskusijo, se igrajo, njim je zelo ustrezalo, ko smo se mi igrali te igre vlog, in da so enkrat je bil en delodajalec, zdaj se pa postavite mojo kožo, to vedno rečem, ko se vrneva zdaj nazaj na tole prošnjo, koliko ste se potrudili za prošnjo, kaj ste notri vnesli, ne, pišete za eno prošnjo, že čisto vse delodajalce, ja, ne, no super, zdaj si pa ti delodajalec, pa na moji strani to bereš, kako se ti pa to zdi? Pa tako tišina, pa jaz vedno primerjam, pač poskušam biti zelo življenjski in rečem, a greš na zmenek z vsako osebo? Ja, ne. Ja, ampak jaz pa dobim 100 prošenj na svojo mizo, zakaj bi jaz z vsemi ljudmi se pogovarjala? Me boš prepričal, pač bom vzela tistega, ki pač bo pasal, ne, pač po naših kriterijih, naših pričakovanjih in mi bo všeč. Aha, a ja, tako, smeka, tako, ne, torej pač morate prepričati, pregledati zahteve delodajalca, ki so napisane in točno v tem njegovem jeziku tudi govoriti, ne, torej kaj bom jaz prinesel k temu delodajalcu, ne, ki je seveda skladno, vedno rečem skladno z njihovimi vrednotami, torej če nekdo
ne kadi, potem mu ne priporočam zaposlitve v tobačni, ne, ker ga najverjetneje bo še začelo motiti. Ne. Torej, s čim, katerimi vrednotami, s katerim vašim znanjem in stališčem boste prepričali tega delodajalca, da ste pravi zanj. Ne. In te stvari jim je treba večkrat povedati, večkrat tudi povaditi, potem pa je, tako da mi smo imeli zelo dobre rezultate, ker smo imeli tudi same tele zgodbice, no. So prodajali stvari, so šli konkretno v prodajo, so mislili, da je to zelo enostavna stvar, vse to pa vsak zna, ne, potem so pa zelo, zelo slabo prodali, izkupiček je bil nizek in so bili totalno razočarani in so ugotovili, da prodaja pa vse ni tako preprosta stvar, jim je pa veliko dala, ker so se mogli prvič izpostaviti in nekateri do takrat, vem, da je bila ena inženirka elektrotehnike, ki do takrat ni nikoli spregovorila veliko. Ne, je bila pač v svojem svetu in je ugotovila, da ji pa to ustreza, da je bilo fajn in so bile kompetence, ki so se jih pač naučili. Ne. Prav tako smo še en dogodek izpeljali z drugo skupino v klubu, dogodek Pravi, ki pa je tukaj pa super povezava med starejšo generacijo in mlajšo generacijo. Imajo mladi ogromno znanja, energije in idej, ki mi mogoče, ker smo že dalj časa v enih stvarih, jih niti ne vidimo, zdaj pa smo ukalupljeni. Ne? In smo povezali delodajalce skupaj z mladimi, kjer so delodajalci podali, mislim, da to ima zdaj tudi Spirit, izzivi mladih, neke konkretne, kaj bi izzive, kaj bi mladi pač reševali in so mladi reševali te izzive, tako da je bil izkupiček tega zelo v redu in celo 2 ponudbi za delo. Ne. Tako da so se ta način lahko tudi predstavili delodajalcu, ne samo s prošnjo, jaz vedno zagovarjam, da prošnja samo 10%, ampak da naredijo korak več in se predstavijo na drugačen način delodajalcu. En izmed teh načinov lahko tudi zakone. Po skupini je moč in skupini vedno lažje, ker če si sami izpostavljeni, je zelo, zelo težko. Evo, tako so zgodbice, vseh imam še veliko, no, lahko bi knjigo napisala, ampak da bomo pustili še komu. Spomnim se, da je eno dekle je zelo inovativno pristopilo k iskanju zaposlitve in je šlo ven z oglasom zaposlim delodajalca. Ne? To je bil en tak primer dobre prakse. Bi rekel, da to nekako je cilj, ne? Vašega dela. Katja, vi ste še želeli dodati? Ja, jaz sem z vidika stvari v podjetju, no, tukaj mogoče samo izpostavim, se strinjam, posameznik je odgovoren, ampak v podjetju je tako, da če se vodstvo ne zaveda pomena zaposlenih, kaj pomeni jih razvijati, potem se lahko posamezniki so lahko top, ampak če jih vodstvo ne zna uporabiti, nismo v bistvu nič, ne pridobili, zato je treba ogromno delati tudi na sami promociji, pač VKO-ja, promociji razvoja kadrov v podjetju, ne. Tako da mogoče pa še prej si ne omenil dobro prakso, mogoče imam še eno podjetje, tudi slovensko, sodelovalo z nami. Gre bolj za 15 zaposlenih, družinsko podjetje, avtoličarska delavnica. V bistvu bili so že zelo pred tem, da začnejo odpuščati, zaprejo podjetje, ker dejansko pač ni bilo več povpraševanja. So dobili nov posel in sicer so začeli barvati hladilnike za gorenje in te čelade, ki jih imajo skakavci. In recimo, če takrat direktor ne bi imel takih zaposlenih, kot jih imel, so bili pripravljeni delati nadure, da so se naučili, ker to zdaj jaz se ne spoznam na te posle, ampak je to čisto druga zgodba, barvati avtomobile ali pa barvati hladilnike, ampak ja, dejansko so speljali oba posla in ostali in dejansko niso odpuščali. Tako. Hvala lepa. Mogoče za konec še eno vprašanje, pa nekako slutim, da ni najbolj optimističnih odgovorov nanj, kolikor sem začutil iz našega pogovora. Ampak v redu, optimist sem zaradi takih ljudi, kot ste vi trije, pa gotovo jih je še nekaj na terenu, tako da upanje ostaja, ampak kako naprej, kaj se bo dogajalo z vseživljenjsko karierno orientacijo, recimo v Sloveniji v prihodnjih letih? Ja, dejstvo je, da vse aktivnosti oziroma zelo veliko aktivnosti je Slovenija pokrila z evropskimi sredstvi. In tukaj je problem, ker potem ni neke kontinuitete, tako da zdaj nova finančna perspektiva je tukaj že 2 leti, ampak zaenkrat žal se programi še ne izvajajo in niti ne vemo, kako bo naprej.
smo pa sigurno so podjetja zainteresirana za take aktivnosti tudi vnaprej, ker rezultati so bili zelo dobri. Ne. Verjetno je pri zavodu zelo podobna zgodba. Ja, saj ni vedno vse odvisno mogoče od financ. Ne. Tudi to. Jaz mislim, da je najbolj pomembno, da mi sami znamo krepiti identiteto, potrebe te dejavnosti, da vemo, zakaj je to potrebno, da znamo to tudi nekako predstaviti, pa posredno tudi prodati našim uporabnikom. Tukaj smo mi v prvi vrsti najbolj odgovorni, da pojasnimo nekomu, zakaj nas sploh pravzaprav raba, kakorkoli se že to sliši. Če ne pa, ne vem, zasebne vode. Jaz sem prepričan, da trg za to bo vedno. Ja, zato jaz obstajam. Če pač enostavno za zunanjih pobud ni, drugega, da je na posamezniku tako ne ostane, tako da ta osebna odgovornost se bo najverjetneje res povečala in kar je tudi prav. Mislim, da sinergija dejansko in tega, da sistemsko deluje in da nacionalni ravni deluje in da pač vsak posameznik vlaga v to je edino pravi način. Tako da jaz sem tudi optimist vedno. In tisti, ki pač bodo to želeli in ki bodo ohranili, mislim, to besedo, v tej besedi bodo govorili naprej, bo šlo. Tako da recimo ne. Se začneš že z majhnega. Je pa res, da te stvari niso tako poceni, tako da verjetno se bo morala še vedno država vsaj malo vključevati v te aktivnosti in vsaj en del pač doprinesti k temu. Ker tudi podjetja sploh zdaj so krčila sredstva za izobraževanje normalno v teh časih, tako da vsak tak program, vsaka taka finančna injekcija podjetju ogromno pomeni. Imamo že repliko. Jaz prihajam iz Gorenjska, kot se najbrž sliši, in moram reči, da interes iz terena, se pravi iz osnovnih šol, iz srednjih šol je izjemen. Tako da jaz vam kar odkrito povem, da sem že zelo veliko prostih sobot dal za blagor naroda, ali kako bi rekel, čisto prostovoljno. In tudi šole me nekako tako rade vidijo ali dobijo, ne vem, ali pa moje kolegice, da so pripravljeni kakšno uro podaljšati. Zato mislim, da se krepi zavedanje o potrebi po tej dejavnosti. In da tudi, če mogoče nekaj časa financ ne bo, slej ko prej bo prišlo do neke take kritične mase, da se bo mogli nekaj aktivirati. Pri nas bi se lahko mogoče en človek pol leta ukvarjal samo s tem, samo na Gorenjskem. Pa sem pravzaprav sam plus ostale naloge z brezposelnimi, tako da ne bi jamral, sam, meni je to všeč, rad delam. Toliko. Še Teja je želela. Ja, pohvalno, ura sva že dva, jaz sem na Dolenjskem, tudi dajem svoj prosti čas za brezposelne. Ampak kar sem hotela prej povedati, da mogoče pač država zmanjšuje sredstva, ampak so podjetja prepoznala ta potencial, da dejansko so njihovi zaposleni, njihov potencial, na katerih se lahko razvijajo, tako da vlagajo več. Nadaljujejo, ne čakajo tudi oni na finančne injekcije, ampak vlagajo tudi oni. So gotovili, da v času krize, kaj je, da dejansko oseba je tista, ki se lahko hitro obrne in ki lahko naredi to spremembo v poslovanju, tako da vlagajo več in gre. Smo optimistični. No, sem kar vesel, da je zaključek bolj optimističen, kot sem sam pričakoval. Hvala lepa vsem trem. Meni je bil zelo dragocen pogovor. Veliko sem novega zvedel, predvsem teh povratnih informacij, izkušenj konkretnih. In mislim, da je lahko to tudi bottom-up spreminjanje izobraževalnih sistemov in pomoči mladim, da se bodo znajdli na trgu dela v teh stalno spreminjajočih se razmerah. Hvala lepa vsem trem.